Čau. Kot veš, jaz zelo rada vrtičkam in čas, ki ga namenjam mojim otrokom, je zelo pomemben in ker najraje pač vrtičkam to tudi pokažem svojim otrokom. Če pa ti pokažeš otroku, kako neki zraste na vrtu, v lončku, kjerkoli že, je pa nekaj fascinantnega to zanga. In se mi zdi, da moramo starši to večkrat pokazati svojim otrokom. Moj mojster je bil toliko navdušen, ko sva midva kopala krompir in je rekel, wow, mami, le krompir, mama, ne? Tako ful, ja, valjda, saj krompir valjda raste v zemlji. Meni je to logično, ampak njemu ni bilo, ko je prvič videl krompir, kako je pač dejansko bil v zemlji in sva ga skupaj kopala. Res to je bilo tako navdušenje. Tako da še zdaj, ko recimo kopleva ven korenje, je tako, wow, le korenje je izraslo in ga z veseljem že takoj tam poje na vrtu. Bi pa rada tudi ti pokazala, da se da vrtičkat kjerkoli. Ni treba imeti vrta doma ob hiši, ker pač nimamo vsi hiše, ampak se da tudi recimo, najet vrt ali pa na balkonu vrtičkat, oziroma imeti, ne vem, par lončkov doma v kuhinji, na kakšni okenski polici in tako zraste lahko marsikaj. Od začimb, mogoče kakšen čaj, take stvari, pač mini, ne? Pri meni v stanovanju boste najdli samo kakšne koristne stvari, kot so recimo kakšna bazilika ali pa stvari, ki jih lahko porežeš in jih daš pol v smuti, recimo. In sva vzgojila travo. Bom pokazala nekaj, kar sem pripravila za moj strajno presenečenje. Gre za ekoset, kjer dobiš lonček, semena, zemljo. In sicer so semena različna. Jaz imam tukajle pri sebi pšenično travo, evo. Poleg navodil, kako dejansko to posejati, če še nikoli niste sejali, si lahko pogledaš še recept, kako narediti smoothie. Prva stvar, torej, kar moram narediti, je, da namočam semena za 6 ur. In sicer bom kar izkoristila tale pokrovček, ki sem ga dobila zraven. Zdaj bova posejala pšenično travo. In kar raba je, najprej dava tole zemljo oziroma kompost in bova tlele stresla. A zemlja si lahko klesla? Ja, lahko, ja. In dava zemljo, kaj pa pol narediva? Viš, da je lahko nazad. Ja. Ampak ne smeva čisto do konca zemlje dati, a ne? Kaj ne? Ja, zato ker mora vmes semena dati. A boš dal ti semena? Ne, ti ne. Jaz? Bom jaz kar takole stresla. A to ne bojo ptički? Ne, ki jih bova zasula, lej, takole. Dava notri. Piha veter. Ja. In jih malo razporediva, ne, da ne bojo vsi na istem kupčku, lej, niso pa ven ušli. Takole. Dava hitro podstavko od spodaj, da se voda odteče naprej. In tukaj dodava še ostal kompost. Jaz kar stojim. Da jo gledaš, a ne? Zdaj bova šla pa midva to zaliti. In pol bova imela pšenično travo za čaj. A veš? Ja. Pa pšenično travo lahko tudi dava v smuti. A bo naredila? Ja, smuti bomo jedli. Odlično, evo, zdaj pa že ven teče. In zdaj dava lahko kam? Tlele na balkon? Ja. A voda? Samo moramo zaprti, da ne bodo ptički. Ali pa bova dala pa v kuhinjo? Ja, zdaj bomo. Takole je že ogromna zrasla. Tako da tole bova midva uporabila za smoothie ali pa čaj z mojstrom. In sicer bova samo porezala in potem bova dala lepo v smoothie. Bova s kakšnim sadjem zmešala, še špinačo in tako naprej. Pri sejanju jaz upoštevam eno tako osnovno pravilo in sicer, da sejem to globoko, kot je veliko seme in še enkrat več. Se pravi, 2-krat to, kot je veliko seme. Zato, da ima pač dovolj prostora, da lahko vzklije in raste. Tako da to je ena taka fajn stvar. In pri tem ekosetu sem tudi opazila, da pol, ko sem zalila, da je malo narastla zemlja, oziroma ta kompost, ki ga dajo oni zraven, ampak pol ni panike, ker gre itak tako dol. Tako da je ful fajn, pač ni preveč zemlje, ni premalo zemlje, ampak na začetku mogoče zgleda, da malo preveč kipi ven, ampak v bistvu se samo zato, ker semena vzklijajo in gre gor. Tale lonček, ki ga vidite, je iz plastike, oziroma ni iz plastike, pač ful zanimiva zgodba je glede tega. Jaz sem kontaktirala Evo iz Bokrija in mi je rekla, pač, da imajo oni ekosete iz bioplastike. Sem rekla, pa kakšna plastika je to? Jaz res namaram plastike. Delajo tele lončke, ki so iz bioplastike, v bistvu iz koruznega škroba, iz odpadnih semen ljubljanske ledenke,
pa iz, kaj že rekla, iz lesne moke. In pol sem vprašala, pa kaj, da mi je zelo lahko na kompost, kaj? Pa je rekla, ne, to je pač ena fora, da ne smeš dati na kompost, zato ker se to razkraja več časa. Se pravi, če damo na kompost pač nekje v enem letu kompost jaz uporabam, ne? To pa pač se ne bo tako hitro razkrojil. Če ti je bil video všeč, pa bi še kdaj radi pogledali kakšne take vsebine, kot so zero waste način življenja, se pravi brez odpadkov oziroma s čim manj odpadki, kako se vrtička s tamalimi, kako se vrtička nasploh, kako se vlaga zelenjava in podobne stvari, se naroči na moj YouTube kanal Mami na vrtu in sicer se gledamo tam, ne pozabiti klikniti na gumbek subscribe. Se gledamo. Čau.